Pred natanko 10 leti, ob 20. obletnici Gačnikove smrti, so bili spomini vseh, ki so sodelovali z njim, še zelo živi in vemo, da je tako tudi danes. Pomen Gačnikovih besed so v stavkih. Vsaka cerkev nosi tudi kulturo in lepa cerkev, lepo petje. Gačnik je bil oče župnije in njegova glavna skrb je bila skrb za lepoto našega jezika. Pesem in bolečina. To ni nobena pesem, to je ena sama ljubezen, podarjena mladim in starim. Bog ni samo v cerkvi, ampak povsod. Zato so vsebine pesmi iz lepot in vsebin narave, v katerih se skriva Bog. Spomini na druženja z duhovnikom Francem Gačnikom pa je posebno občutil Dominik Krt, saj je prehodil pot od ministranta do pevca in igranja na klavir in orglanja pri maši. Mnogo pesmi, skladb je Dominik priredil za inštrumentalno izvedbo in tako sta postala z Gačnikom izvrsten duet. Ko so ga vprašali, da nekaj pove o gospodu Gačniku, je samo odgovoril: hvala za njegovo očetovstvo in hvala staršem, da so mi pustili in mi zaupali, da sem lahko sodeloval s tako osebo, ki me je življenjsko oblikovala. V goste smo povabili cerkveni mešani pevski zbor France Gačnik Stranje, ki deluje pod vodstvom Dominika Krta. Zapeli nam bodo 3 skladbe.
opravičiti. Nisem v te sreče, da bi nabral žive glasbenike. Smo imeli februarja 40 glasbenikov, ki smo v bistvu imeli obletnico 30. poimenovanja po našem župniku Francetu Gačniku, našemu duhovnemu in kulturnemu očetu. Zdaj so šli pa inštrumentalisti v šolo v naravi. Nič ne morem drugega, ali igram na klaviature, ali pa naredim podobno, kot je bilo takrat, ko je bil Gačnik živ, ko smo imeli po 10-15 muskontarjev, ki so zraven v živo igrali. Danes žal igrajo, boste rekli, na playback, ja res je, ampak tudi tega je treba narediti in treba ga je znati narediti. Pevci pa pojejo v živo. Hvala.